Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Razstava Olge Rezanove Krona narave. V Impolu predstavili rezultate projekta Indigo. 45 let moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava. Izbirno tekmovanje za mladinsko gasilsko olimpijado. Vseslovensko petje srci. Drugi pohod za Pohorje. Literarni večer z Denkom Kodričem. 10. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Turnir v malem nogometu ob občinskem prazniku. Državno prvenstvo v Twirlingu. Društvo Majolika začenja z izvedbo cikla razstav svojih članic in članov. Prva se s svojimi slikami in avtorsko keramiko predstavlja vsestranska umetnica Olga Rezanova. Razstava, ki so jo v četrtek odprli v razstavišču Pristava, bo na ogled do 18. maja. Olga Rezanova se je rodila in študirala v Moskvi. Zadnjih 5 let živi in dela v Bistrici ob Sotli, kjer je našla svoj drugi dom. Ukvarja se s slikanjem, keramiko ter izdeluje mozaike in vitraže v tehniki Tiffany. Je članica Zveze umetnikov Rusije, Društva keramikov in lončarjev in Društva Majolika. Sodeluje na skupinskih razstavah in v različnih mednarodnih projektih. Vodi tudi tečaje in delavnice za otroke in odrasle v ateljeju Tufi v Trepčah, v Bistrici ob Sotli, Slovenski Bistrici in drugod po Sloveniji. V podjetju Impol so zaključili projekt Indigo, v okviru katerega so digitalizirali proizvodne procese livarne in posamezne poslovne procese partnerjev konzorcija. Rezultate projekta so podrobneje predstavili na petkovi novinarski konferenci na sedežu podjetja. Glavna prednost je ta, se pravi, digitalizacija brezpapirnega poslovanja. S tem bomo v bistvu razbremenili delavce. To je v bistvu prva zadeva. Druga zadeva, se pravi, mi smo določene procese, ki so za delovanje uporabljali Excel, digitalizirali in v bistvu s tem tudi prihranili veliko časa. Kot je že direktor Jure povedal, se pravi, obstoječi sistemi so bili razdrobljeni, uporabniki so uporabljali različne aplikacije, zato da so v bistvu celotni proces lahko delali, se pravi, to je zdaj konsolidirano v eni skupni aplikaciji, ker pride do vseh podatkov, ki jih potrebujejo v bistvu na enem mestu. Kot smo na predstavitvi tudi povedali, se pravi, glavni namen, ki sem ga moče prej tudi pozabil povedati, se pravi, ta vzpostavitev Data Fabric, se pravi, sistema, ki na podlagi te arhitekture Unified Namespace v bistvu omogoča, da v realnem času v bistvu pobiramo iz vseh, se pravi, virov podatkov, se pravi, strojev, merilnikov, senzorjev, se pravi, skratka vseh naprav, ki nekako generirajo podatke, se pravi, na enovit način, v bistvu te podatke zajemamo, jih konsolidiramo, uredimo in potem shranimo v podatkovno bazo in potem preko MQTT, se pravi, ene tehnologije, te podatke lahko delimo med vse aplikacije, v bistvu, ki smo jih razvili znotraj tega projekta. Prav tako bo, se pravi, vse nadaljne aplikacije, ki bi bile razvite, se lahko potem povezovale v bistvu na ta naš sistem in zajemale podatke v realnem času, kot pa tudi vse zunanje integracije, recimo zunanje aplikacije, ki bojo prišle, bojo lahko zelo na enostaven način prišle do katerekoli podatka, ki je znotraj, se pravi, našega UNS-a, Data Fabrica, in to na strukturiran način, kot je pač gospod Majko tudi povedal. In kako bo projekt vplival na zaposlene in finančno poslovanje podjetja Impol? Vsaka digitalizacija pomeni racionalizacijo procesa, na drugi strani nam digitalizacija pomaga pri prenosu znanj v neko prihodnost. Celotna digitalizacija pa pomeni za vse naše zaposlene neko varnost, neko boljšo pozitivno prihodnost. Ta investicija pomeni sploh obstoj v prihodnosti. Vsi naši kupci zahtevajo ta zeleni prehod, skoraj drugih vprašanj več ni kot trajnostni razvoj, zeleni prehod in brez takega projekta Impola v prihodnosti ne bi bilo. Mi, tako kot je bilo rečeno, mi si zagotavljamo z takim projektom možnost uporabe sekundarnih surovin, s tem neposredni vpliv na CO2 in seveda to je naš možnost obstoja na trgih, na katerih se mi nahajamo. Finančni učinki pa prav gotovo, če gledamo danes, je primarni aluminij precej dražji kot sekundarni, se pa tudi zavedamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo, ker vsi govorimo o isti točki, vsi se zanimamo za sekundarni aluminij in to bo povečalo
večje popraševanje, seveda s tem pa tudi cena sama raste, ampak nam bo pa to omogočalo delovanje na trgih, na katerih se nahajamo. Moški pevski zbor Obrtnik Slovenska Bistrica Polskava letos praznuje 45 let delovanja. Pomemben jubilej so obeležili s sobotnim koncertom v osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Poskava. Na prireditvi sta nastopila tudi Kud Matiček in pevski zbor osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava. V Italiji bo konec julija potekala mladinska gasilska olimpijada. Izbirno tekmovanje enot, ki bodo zastopale Gasilsko zvezo Slovenije, so izvedli preteklo nedeljo v športnem parku v Slovenski Bistrici. Na tekmovanju se je pomerilo po 11 enot mladincev in mladink ter tekmovalna enota mladincev PGD Drenov Grič Lesno Brdo kot zmagovalna enota Gasilske olimpijade 2022 v Celju. V nadaljnje priprave se je pri mladincih uvrstila ekipa PGD Zgornji Tuhin, pri mladinkah pa ekipi PGD Zbilje in PGD Andraž nad Polzelo. Pri mladincih je Zgornja Bistrica osvojila 8. mesto, Tinčani pa so bili 9. Pri mladinkah je ekipa Tinja tekmovanje končala na 11. mestu. Tekmovanje je organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica. V Slovenski Bistrici so se preteklo nedeljo že 7. zapored pridružili projektu Vseslovensko petje srci. Udeleženci so tokrat organizirano prepevali na stopnicah pred Slomškovim domom. Namen dogodka je združiti državljane Republike Slovenije, Slovence in Slovenke v tujini ter vse ljubitelje slovenske kulture v skupnem prepevanju slovenskih pesmi. Jaz pa pojdem za sejem, dobro voljo pri ljudi, v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati svi. Vesele pesmi pojem, in po svetu lahki to, če bom to nastavi zanko, da
Planinsko društvo Slovenska Bistrica je preteklo nedeljo izvedlo drugi pohod za Pohorje od Treh kraljev do Črnega jezera. Pred začetkom pohoda so udeležence nagovorili Andrej Grmovšek iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Uroš Petek iz Civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn in predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Barbara Frešer. Pohod je namenjen predvsem ozaveščanju, da ne želimo vetrnih elektrarn na Pohorju, da želimo ohraniti Pohorje zeleno, nedotaknjeno, da nas skrbi za pitno vodo, da nas skrbi za grobe posege, ki bi se naj zgodili na tem področju. Še mogoče beseda dve o zbiranju sredstev za dokončanje tega planinskega doma. Kako kaže trenutno? Ja, res je, zbiramo sredstva, da končamo naš planinski dom. Začeli smo z majhnimi koraki, nadaljujemo z majhnimi in odločnimi koraki. Trenutno kaže zelo dobro, podpira nas lokalna skupnost, podpira nas tudi občina, tako da smo optimistični in že načrtujemo naslednje korake, za katere boste tudi kmalu naprošeni in izvedeli v prihodnje. Pohoda se je udeležila tudi Teja Lube iz Goriškega Vrha. Pohorce spremljam dalj časa, njim je zdaj na srečo uspelo, sem vesela za njih. Je pa dejstvo, država, tako kot je rekel gospod Šolinc, nekje morajo začeti, zbrali so si Dravograd. Brez skrbi tudi na Pohorju se bojim, da bodo sledili najrazličnejši DPN-ji in da vam zdaj povem, sicer še ni z Ministrstva za zdravje, nisem dobila še uradnega odgovora, čeprav smo zahtevali, prosili po uradnem postopku. Namreč smo izvedeli v prejšnjem tednu, da je Ministrstvo za zdravje povedalo in dalo zeleno luč projektu vetrne elektrarne Ojstrici nad Dravogradom, češ vetrne elektrarne Dravogradu ljudem ne bodo škodovali. Ob nezanemarljivem dejstvu, da je hiša na 475 metrih, da sta kmetiji 600 metrov oddaljeni, kmetiji s 300-letno tradicijo in dalje še ostali ljudje. Nepomembno, očitno za Ministrstvo za zdravje popolnoma spregledano dejstvo in kje so tiste varovalke, o katerih govorijo, vedno znova vam govorijo, DPN bo šlo vse po regalcih. Ne, vse so ljudi, ki so opozarjali na škodljivost projekta, NIJZ in podobno, so enostavno izpuščeni iz debate. In tu je sporno, tukaj bi morali zagoreti vsi alarmi, ker danes smo na vrsti mi v Dravogradu, ker smo za njih kolateralna škoda, neka nekritična masa 300 ljudi, in se nas ne bojijo, rečejo, nekje bomo začeli, ko bomo potem dali denar, tej občini bo blestela, se bodo pa druge občine kar teple za te projekte. Glejte, ljudje smo na zadnjem mestu in temu je treba narediti konec in mi potrebujemo neko pozornost, nekoga, ki se bo usedel z nami pa rekel, res imate prav, dajmo narediti drugače, dajmo postaviti tja, ker to ne škodi, dajmo postaviti pod nekih predpisih. Danes poslušam strokovnjake, ki rečejo na Pohorju ne, tam pa mi je vseeno. Ne, vsi smo iz Slovenije, smo majhni, nimamo tega vetrnega potenciala tako močno razvitega, da bi si dovolili to pohoditi zato, ker nekje nekdo vidi nek interes. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek pripravili literarni večer z Zdenkom Kodričem, ki je predstavil svojo knjigo Ladja Maribor. Pogovor s pisateljem in upokojenim novinarjem je vodil urednik knjige Aljaž Krivec. Malo me je tudi potegnila filozofska knjiga Petra Sloterdijka Čas in srd, se mi zdi, da je naslov te filozofske knjige, v kateri Sloterdijk, to je ta nemški erudit, filozof, strašen, zelo načitan človek, skratka. In je meni bilo zanimivo tudi njegova misel na začetku te svoje filozofske razprave, ki pravi, da je prva beseda evropske civilizacije beseda srd, jeza. Mi v prevodu gre za pesnitev, Homerjevo pesnitev Ilijada, da smo si na jasnem, v Ilijadi je prva beseda srd, to se pravi jeza, je prva beseda, ni ljubezen ali pa mir ali pa kaj takega, ampak srd, jeza. In me ta stavek, oziroma ta beseda iz Ilijade me je tudi potegnila v to pisanje, tudi v pesniško zbirko Slovenski Faust, me ta filozofija oziroma ta pesnitev, ta glavna beseda Ilijade pritegnila.
To pa zato, ker evropska civilizacija je nastala v Atenah, v stari Grčiji in da si je Homer pravzaprav upal ali pa privoščil, da je začel svojo knjigo z besedo srd, jeza. To je značilno pravzaprav za ves čas zgodovine, od stare Grčije do današnjih dni je ta beseda jeza, ta beseda srd kar naprej prisotna. Tudi v tem romanu na nek način funkcionira, ni to zlo, ampak je skozi neka nezadovoljstvo, neka človekova slaba stran življenja, ne neka pozitivna, ne neka napredna, ampak skozi je v ozadju čutiti to nazadovanje, to prikrito nasilje. Ko je ladja zaplula v Atlantik, je ta beseda šele prišla do izraza, ne? Da je ta srd, ta jeza planila na vse strani. Konec koncev tudi Sveto pismo kar naprej opozarja sicer ne na srd, na jezo, ampak tam vedno govori o dobrem in slabem, ampak zlo je tam zelo prisotno, ne? Kar naprej se govori o zlu. Nihče pa v tem življenju od stare Grčije do danes ni odgovoril na vprašanje, odkot jeza, odkot zlo. Včeraj je bil intervju z Karašovcem, on tudi govori o tem in tudi opozarja, ne, da tudi noben filozof, nobena filozofska knjiga ne odgovori na vprašanje, zakaj je v človeku zlo, zakaj je prišlo zlo, ne, zakaj je na konec koncev zlo pred dobrim. Ne. In tako je tudi v tem romanu, se mi zdi, da je to zlo, ta jeza kar naprej neka sicer pogonska sila, hkrati pa tudi neka prežeča nevarnost. Ne. Jaz, če bi pisal Iliado, bi začel z neko drugo besedo. Jaz bi recimo uporabil poljub, vino, pa posla, ali pa, če ne posteljo, vsaj rjuho, če ne rjuho, vsaj suho listje, ne. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 10. redni seji. Svetniki so uvodoma potrdili rebalans občinskega proračuna za leto 2024. Pri tem so sprejeli tudi amandma svetniške skupine Gibanje Svoboda, s katerim so nogometnemu klubu Bistrica namenili finančno pomoč v višini 10.000 evrov. Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun občinskega proračuna za leto 2023. Prav tako pa so potrdili še odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini zaradi odhoda zdravnice Tanje Pavlovič v pokoj ter v prvi obravnavi odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zaradi prekinitve zaposlitve zdravnice Alenke Antolinc-Košat v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. V prvem delu seje so svetniki potrdili še pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov, projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov. V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel odlok o regijskem parku Pohorje ter investicijska projekta za sanacijo lokalnih cest na odseku Modrič-Kebelj in Zgornja Nova Vas-Ošelj. Svetniki so v okviru projekta Elena potrdili tudi predinvesticijsko zasnovo za projekt postavitve fotovoltaičnih elektrarn na javnih občinskih objektih ter investicijska projekta za ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti v mestu Slovenska Bistrica in za energetsko sanacijo objektov v lasti in rabi občin.
Ob koncu seje je občinski svet sprejel še nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je v četrtek potekal tradicionalni turnir v malem nogometu ob občinskem prazniku, ki ga je organizirala Športna zveza Slovenska Bistrica v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenska Bistrica. Po zaključni tekmi je sledila podelitev nagrad. Na turnirju je sodelovalo 5 ekip, zmagala pa je ekipa Športniki. Je kar malo presenetljivo, glede na to, da je vojska skozi ves turnir prikazala odlično igro, tudi v skupinskem delu so nas premagali. Tako da tudi sami nismo najbolj verjeli v to zmago, ampak na koncu smo se nekako tudi taktično dobro postavili in zmagali tudi malo po sreči, tako da smo zelo veseli. Drugo leto pa bomo poskušali to tudi obraniti, to zmago. Več o tradicionalnem dogodku je povedal predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs. Ja, današnji turnir v malem nogometu je že tradicionalni v okviru občinskega praznika občine Slovenska Bistrica med družbeniki, ki so tukaj v našem okolju dejavni, to se pravi policija, vojska, športniki, direktorji in podobne zadeve. In moram reči, da smo celo popoldne uživali v enem prijetnem druženju ob borbah, ki se reče tiste prave nogometne težine, in pa seveda na koncu pomembno je, da smo ljudje med seboj se spoznavamo, da lahko na nek način tudi uživamo v tej naši igri in tako dalje. Tako da, to je bilo v bistvu in jaz verjamem, da tudi prihodnje leto, letos je sicer policija manjkala zaradi obveznosti, vendar so ostali prikazali izjemen mali nogomet, ne glede na starostne razlike, ki so nastale, in moram reči, da tudi druženje, ki bo s tem sledilo, bo zelo dobro. Dogodka pa se je tudi udeležil podžupan občine Slovenska Bistrica. Ja, mi smo zelo veseli, da se je ta prireditev zopet zvrstila, gre za tradicionalno prireditev, in veseli smo, da se različne institucije odzovejo, zavodi, podjetniki, kajti gre za športni dogodek, po drugi strani pa tudi za obliko druženja. Moramo sodelovati in če sodelujemo, povezujemo, smo sposobni marsikaj narediti. V športni dvorani v Slovenski Bistrici so pretekli konec tedna izvedli finale 27. državnega prvenstva v Twirlingu. Domači klub, Twirling klub Sašo, je dosegel izjemen uspeh, saj so tekmovalke osvojile kar 42 zlatih, 20 srebrnih in 12 bronastih medalj. Državno prvenstvo sta organizirala Twirling klub Sašo Slovenska Bistrica in Twirling zveza Slovenije. Na današnjem prvenstvu je prisotnih 11 klubov, tekmovalnih klubov, ki so se odločili za tekmovanje v letošnji sezoni, in sicer kvalifikacije so bile v Ljutomeru in pa v Slovenskih Konjicah. Tisti, ki so prišli naprej, so danes tukaj na finalu in celo finale dejansko zajema tako tiste od najnižjega nivoja pa do najvišjega. Nekaj reprezentantov je danes tudi tukaj, tako da bo danes tudi dokončni izbor glede na rezultate za mednarodna tekmovanja v tujini, ki nas čakajo od Španije pa do Češke.